Gospod župan, leto je naokrog, kakšno je bilo leto 2025 skozi vaše oči? Naj najprej povem, da sem vesel, da ni bilo nobenih poplav, plazov, požarov. To so zadnja leta bila velika travma slovenskih občin, ne samo pri nas. Tako da z tega vidika in s tem, da živimo v miru, lahko rečem, da je bilo leto takšno, kot si želimo tudi v 2026. Imeli smo nekaj velikih izzivov za premostiti v tem letu, predvsem kar se tiče teh ogromnih projektov, ki so se bodisi začeli ali pa so pred vrati. In jaz lahko rečem, da sem izjemno zadovoljen z delom občinske uprave, z delom javnih zavodov, ker včasih ni samoumevno, da imamo še vedno 24-urno dežurno službo, da imamo zdravnike, da prihaja nenazadnje nova pediatrinja, potem to je velik šok za majhen zdravstveni dom, ki ima samo enega pediatra. Tako da pač veliko stvari, ki se nam zdijo samoumevne, niso samoumevne, da potekajo in mi uspemo zagotavljati neko kakovost, kvaliteto življenja v naših krajih in hkrati delamo velike korake za naprej. No, bomo šla po posameznih sklopih, pa se dotaknemo najprej teh javnih zavodov. Kaj se dogaja v njih, recimo na prelomu leta? Ja, se pravi, bom začel mogoče z najbolj relevantnim za občanke in občane. Zdravstveni dom je v tem letu v resnici majčkeno stabiliziral sliko, kar se tiče zobozdravnikov. Imeli smo nekaj fluktuacije, trenutno so vse zobozdravstvene ambulante polne. Imamo, po mojem mnenju, zelo dobro uigran tim na fizioterapiji, ki se kaže, da bi lahko še naredili en korak naprej in tu so načrti tudi za naprej. Dobili smo novo ambulanto, zaenkrat samo v 1/3 na področju pulmologije. Naš laboratorij medicina dela, denziometrija, dispanzer za žene dela sicer v okrnjenem obsegu, ampak vse ostalo pa deluje. Kar se tiče družinske medicine, imamo eno ambulanto prazno, 4 ambulante delujoče, glede na to, da je opredelitev za zdravnike 1800 na zdravnika in da so skoraj vsi zdravniki nekje blizu meje ali nad njo in da je kar nekaj Hrastničanov tudi hodi k zdravnikom v kak drug kraj. Jaz mislim, da glede dostopa do zdravnikov velikih težav Hrastničani ne bi smeli imeti. Mogoče kdaj v kakšnem obdobju, ampak načeloma so 4 od 5 ambulant, glede na to, kaj se dogaja po državi, kar stabilna situacija. Težava je bila pri pediatru, ampak ta težava se z 11. drugim odpravlja in naj povem, da v vmesnem času bo nekaj nadomeščanj in preventiva potekala nemoteno. Ko smo že pri zdravstvu, kako komentirate težave z urgentnim centrom bolnice Trbovlje? Jaz si želim in naj povem, da imamo v januarju, mislim, da 7. januarja sestanek pri ministrici na to temo. Želim si, da bi si zdravstveni domovi in bolnišnica začeli medsebojno pomagati, ampak ta pomoč mora iti v dve smeri. Večkrat poudarjamo, da pač država kot ustanovitelj bolnice, če želi, da iz primarnega nivoja, se pravi zdravstvenih domov, pomagamo bolnici, bo treba to pomoč vzpostaviti v dve smeri in graditi na spoštovanju med direktorji, med zaposlenimi, na odnosih, če lahko zmoremo to sodelovanje in pomoč si zagotavljati na nivoju občin, bo moralo tudi naše zdravstvo ta način najti. Kaj pa drugi zavodi v občini? Naj povem, da je komunala po nekaj letih blizu tega, da bomo uspeli stabilizirati kratkoročne obveznosti, se pravi, gre za neke manjše dolgove, ki so v preteklih letih bili. To pomeni, da bo komunala z gradbeno enoto, ker je določen del dela opravljala tudi za trg, ne samo za občino, tudi s prodajo enega stanovanja, z drugačno politiko do upnikov, prišla do tega, da bi lahko zelo kmalu bili na pozitivni nuli, kar je glavni namen komunale. Jaz mislim, da večjih pritožb čez komunalo nismo imeli, da so bile ceste zgledno očiščene, tako po zimi kot vzdrževane poleti, da skrbimo za javno komunalno infrastrukturo, se pravi košnja,
in parki in tako naprej, da je to zgledno urejeno, da so naši vodovodi in kanalizacije v dobri kondiciji, tako da komunala mislim, da je podjetje, ki dobro funkcionira. Kar se tiče podjetja Ceros, je od leta 2018, ko sem nastopil mandat, danes neprimerno drugačna slika. Podjetje razen najemnin do občin nima drugih dolgov, posluje pozitivno, redno in imamo seveda izziv, zato smo vedeli, da ko bo enkrat odlagalno polje polno, da bo potrebno poiskati kam za zasavskimi smetmi. Ta izziv se nam napoveduje v letu 2027, iščemo še dodatne rešitve, da bi morali biti še za 1 leto lahko zadevo podaljšali, da se potem primerno zapre in da gre za medobčinsko podjetje, ki dobro deluje. Glede glasbene šole, letos smo prekrili streho, tako da ne vidim, da bi bilo karkoli treba izpostavljati, pač tekoče deluje zavod pozitivno. Če se vrnem na zdravstveni dom, v tem letu smo priključili tudi sončno elektrarno na zdravstvenem domu in kupili s pomočjo države tudi nujno reševalno vozilo, ki ni mala investicija. Obe dve investiciji skupaj sta bili skoraj $500 milijona. Tudi komunala je nekaj opreme dokupovala in urejala, tako da to se veselimo, da gre naprej. Knjižnica funkcionira, osnovna šola je po mojem v dobrem stanju, tako na Dolu kot v Hrastniku. Mi smo pregledovali razpis za prizidke in dograditve, smo ugotovili, da ne pašemo skoraj nikamor, ker razen tega, da imamo izziv v šoli z kuhinjo, ki pa ni bila del tega razpisa, imamo druge stvari bolj ali manj v lepem stanju. Objekti so energetsko sanirani, energetsko pač imamo tudi tam sončno elektrarno, tako da pač jaz verjamem, da šola z akcijo, veliko akcijo beljenja, ki smo veseli, da se je zgodila, z LAS projektom, z urejanjem stare telovadnice v Hrastniku, ker se je namestila nova razsvetljava, akustika se je uredila, nabavilo se je še nekaj drugih stvari, prebarvalo se je. Tako da pač to so stvari, ki lepo potekajo. Jaz sem vesel, da imamo v šoli tudi ne več veliko težav za kadri, ker kako leto nazaj je bilo izjemno težavno dobiti učitelje. Vesel sem tudi, da vrtec gre po isti poti. Tudi tam smo bili uspešni na enem LAS projektu, kjer se je urejalo igrala. Odprli smo tudi novo enoto, se pravi za vrtec s prilagojenim programom. Tako da to so vse stvari, ki niso čist vidne širši javnosti, so pa pomembne zato, da ne pozabimo na tiste, ki so najbolj ranljivi. Pozabil sem kulturno-rekreacijski center Hrastnik, ki je imel letos majčkeno turbulentno leto, zaradi tega, ker se je poslovil stari direktor na začetku leta. Vmesno obdobje smo zapolnili z vršilko dolžnosti, nato pridobili novo direktorico Barbara Gors, ki je zdaj že od sredine oktobra del našega zavoda, in jaz sem prepričan, da ta zavod čakajo največji premiki v prihodnjem letu, ravno kar pa se v dvorani Dolanka izvaja večji projekt zamenjave parketa, kjer smo bili uspešni na 2 razpisih pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ter pri Fundaciji za šport, tako da idej za naprej je pa še veliko. Po javnih zavodih smo imeli, kot vidite, nekaj investicij, ki včasih sploh ne opazimo, grejo lepo mimo, ampak skoraj vsak od teh zavodov, razen knjižnice, je imel letos eno investicijo. Če se malo sprehodiva po občini, pa začnemo na jugu, cesta Hrastnik-Zidani most. Ja, cesta Hrastnik-Zidani most je rak rana od leta 2013, se pravi, od takrat nobena vlada ni uspela zagotoviti dokončanja dokumentacije za to cesto, kar je žalostno. Ministrica je sicer obljubila, da bojo spremenjeni projektni pogoji zaključeni do konca tega leta. Mene so obvestili prejšnji teden, da se je to tudi zgodilo, da se čaka še dokončno odločitev glede presoje vplivov na okolje in da naj bi v januarju šla ta cesta po ponovno pridobitev gradbenega dovoljenja.
Mi si iskreno želimo in verjamem, da je to impuls, ki ga mora država dati, da resno razmišlja v naši regiji, da se ta cesta začne graditi v letu 2026. No. Ministrica je obljubila, da bodo sedaj se lotili gradnje fazno, ne? Ja. Da ne bo šla cela in to se bo verjetno tudi lažje izpolnilo. Ja, prva faza je most čez Savo v Hrastniku do čistilne naprave, potem pa nadaljevanje ceste najprej za nadvozom za Kresnice in nato do odcepa Šavna Peč in potem do Suhadola. No, vsaj do tja naj ne bi bilo večjih težav za infrastrukturo. Kar se pa tiče zaključka te ceste, pa je en večji izziv v Zidanem mostu, kjer je potrebno novo vozlišče uskladiti z tretjo razvojno osjo, ki gre tam mimo, s kolesarskimi povezavami in predvsem z železnico, ki ima na tem delu velike načrte. Če ostaneva pri cestah, mi smo v letošnjem letu za državo zaključili tudi investicijo pri obrtni coni Steklarna TKI, kjer je šlo tudi za nekaj del v samem vodotoku. In več kot 1 milijon evrov je bilo investiranja na cesti Podkraj Radeče, kjer je neki država, neki občina, predvsem pa z denarjem po poplavah smo uspeli ogromen del teh usadov in tudi en del ceste že posanirati, urediti okolico doma v Podkraju. Kot sem rekel, zaključiti to cesto proti Kemični, sicer je bilo to meseca februarja, pa se zdi, kot da je že več kot 1 leto nazaj. Zamenjali smo tudi ograjo ob tem potoku, da je vhod v Hrastnik nekoliko lepši, tako da ta cesta je bila urejena in tisto, kar ljudi najbolj zanima, ne, v tem letu smo, sicer počasneje, kot bi si želeli, uspeli zaključiti dokumentacijo za cesto na Dolu. To sem hotel vprašati, vsak dan se oba voziva skozi Dol, ne? Drži. Me res zanima, če bodo začeli marca že delati. Mi si želimo, da bi, ne, pač tukaj gre za 2 projekta, en je lokalni odsek mimo športne dvorane Dolanka, gostišča Gurman za novim mostom, ki pride potem na državno cesto, to drugo pa je državna cesta od nekje podjetja Forstek do konca pokopališča. Gre za zelo veliko investicijo, lokalni del te ceste bo stal približno 1,5 milijona, državni del te investicije pa verjetno nekje okrog 5 milijonov. Tako da več kot 2 milijona je bilo že v to cesto vloženo z odkupi parcel, z rušitvami določenih hiš, tako da nažalost je bila ena nerodna situacija z enim dedovanjem, ki se je reševala kar 18 mesecev na državnem nivoju, ampak zdaj je zadeva urejena. Tako da ministrica je obljubila in naj povem, da je po obisku vlade se tudi zgodilo še nekaj korakov, da smo danes pred tem, da lahko nekje 10. januarja podpišemo sofinancerski sporazum za investicijo. Občina bo vložila zdaj vlogo za gradbeno dovoljenje za lokalni odsek in nekje konec januarja pričakujem, da bomo imeli tako za lokalno cesto kot za državno cesto oba razpisa za izbor izvajalca. Potem pa je marec verjetno idealen čas. Jaz sem ministrici povedal, da če so nameni pravi in da verjamem, da so, da bomo pred državnozborskimi volitvami imeli na Dolu gradbišče. Se pravi, se bo uredila tudi cesta mimo pokopališča, ki je nakrana. Drži in še celo več, dogovorili smo se za to, da se preplasti tudi cesta od Brnice do pokopališča, kjer je tudi že v zadnji fazi izdelava projektne dokumentacije. Naj povem, da tam ni težava samo preplastitev, ampak je ena oporni zid v ovinku pri bivši avtopralnici, kjer so direkcija za vode tista, kjer grejo stvari malce počasneje, ampak imamo tudi tu zdaj že zeleno luč. Tako da morebiti uspemo celo državo prepričati, da bi šla v izgradnjo tega zidu tik pred začetkom izgradnje ceste čez Dol, da se to naredi takoj. In v naslednjem letu je v programu tudi izgradnja prehoda za pešce na Slatnem. Ta prehod tudi že nekaj časa čakamo, gre pa za to, da je potrebno prestaviti eno od 2 avtobusnih postaj ob tem posegu in da bo prišlo do omilitve prometa z izgradnjo cestnega odtoka, kar pomeni, da bo malo ovinka nastalo dodatnega na eni strani, zato da se
predvsem promet, ki gre navzdol, umiri na tem delu. Gre za nevaren odsek, kjer številni otroci iz Slatnega hodijo na avtobus in prečkajo cesto brez ustrezne zebre, brez ustreznega pregleda in zato se mi zdi, da je to za pozdraviti. Naj tudi povem, da je ministrica ob obisku obljubila in en del obljube tudi držala, namreč v končno izdelavo projektne dokumentacije je šel tudi krožišče pri Rondoju, tako da ravno kar je javno naročilo odprto in pripravlja se tudi drugo naročilo, to je za ureditev krožišča v centru pri tržnici, kjer vemo, da z gradnjo novega doma starejših bo popolnoma drugačna obremenitev tega križišča nastala. Če se preseliva v Hrastnik, pa dom starejših, kako je zdaj z gradnjo doma? Meni se je verjetno poleg polovici Hrastnika odvalil velik kamen od srca, da smo začeli z gradnjo. Ta gradnja se je v resnici začela odvijati le z tistim momentom, ko smo imeli največ okužb v domu v državi. To je bilo sredi covida. Takrat se je država zavestno odločila, da bo šla v investicije v domove. Prej se je veliko let govorilo, pa ni bilo posluha na strani države, tako da od leta 2020 do leta 2025 je minilo 5 let, da smo uspeli pripeljati, seveda skupaj z državo, ker tukaj je investitor država, investicijo do tja, da danes lahko rečemo, da je že skoraj 3 mesece gradnje za nami in da se prvi obrisi, kje točno bo dom stal, v terenu že kažejo. 1. oktober 2027 je rok za zaključek in direktor je zelo lepo povedal, da bi si želel, da so za Božič leta 2027 stanovalci preseljeni na novo lokacijo. Na Resnici boste gradili stanovanja, kdaj začnete, kdaj bodo stanovanja vseljiva? Ja, tudi tu naj povem, da smo letos izvedli ključne korake, ki se jih pa na samem gradbišču ne vidi. Namreč nekaj dni nazaj smo zaključili z izborom izvajalcev, oziroma nismo še povsem zaključili, dobili smo ponudbe. Veseli nas to, da je prišlo 5 ponudb, to v preteklosti ni bila praksa, tako da jaz moram pohvaliti ekipo, ki je delala ta projekt. In vseh 5 ponudb je cenejših od projektantske ocene, kar pomeni, da ne bomo dali 15,5 milijona, temveč bo, če bo izbrana najcenejša ponudba ustrezala vsem tehničnim kriterijem, ki se v teh dneh še preverjajo, da bo cena za izgradnjo približno 12,1 milijona evrov za davkom, se pravi 3,5 milijona skoraj cenejše od tega, kar smo načrtovali. To pomeni nižjo zadolžitev občine Hrastnik. In to pomeni, da bomo prišli do 21 stanovanj po približno ceni za novo stanovanje. Stanovanja pa so različnih velikosti, 107.000 evrov na stanovanje, kar se mi zdi v teh časih zelo, zelo dobra cena, glede na to, da bo to moderna stanovanja, da to ne bo neka socialna gradnja, kot se včasih kje sliši, da bodo moderna stanovanja z podkletenimi garažami, z urejeno okolico in jaz verjamem, da dobivamo za Hrastnik s 84 stanovanji in z začetkom gradnje zadnji teden v januarju novo moderno obliko stanovanjske gradnje. Tisto, kar pa je drugi del odgovora na vprašanje, vseljivo prav tako nekje si želimo, da bi bil Božič 27 tisti prelom, novo leto, ko bomo prve stanovalce že preselili tja. Pod Resnico se urejuje Machine House, kako gre s to naložbo? Ja, tam se urejujeta dva velika projekta. Eno je ureditev poslovne cone, drugo pa je Compress House, kompresorska postaja se trenutno ureja. Gre za podjetniški inkubator, obe dve investiciji skupaj sta vredni okrog 3 milijone, so financirani iz sklada za pravičen prehod, približno polovico denarja za obe investiciji imamo iz pravičnega prehoda, večina ostalega denarja je občina Hrastnik, nekaj se še pogovarjamo, da bi poizkušali dobiti preko ekosklada. V glavnem pač jaz se veselim, to bo prostor, ki ga Hrastnik potrebuje, po tem, ko nimamo več te poslovne stavbe, kjer je danes velika in lepa knjižnica, potrebujemo en prostor za prireditve, ki ne sodijo v športno dvorano,
a ne, in to bo pridobitev za Hrastnik. Hkrati pa bo to tudi center podjetništva, kjer bo tako obrtna zbornica kot projekt Poni nekaj časa gostoval noter, kjer bomo imeli evropske projekte iz vidika malega podjetništva, tako da mi si želimo, da Hrastnik postane kraj, kjer ne bojo samo velika industrija doma, ampak kjer se bojo tudi podjetniške ideje in tudi kakšna ideja podjetnikov, ki so Hrastničani, pa so šli drugam s trebuhom za kruhom, našla pot nazaj, zato da generiramo nove podjetnike in da govorimo o pozitivnih zgodbah, ki jih je okrog nas veliko. Sem pozabila, kakšno večjo naložbo, ker veliko jih je, ne? Verjetno sva. Letos sva se nekaj malega ukvarjali tudi z Vilo Desepi. Sicer nismo bili uspešni na velikem razpisu, smo pa en manjši del stvari uredili tudi tam. Pozabila sva omeniti, da smo ogromno investicij speljali po krajevnih skupnostih. Krajevna skupnost Šavna Peč je imela letos veliko investicijo, krajevna skupnost Steklarna, krajevna skupnost Turje Gore, na Marnem se zaključujejo stvari, na cesti na Las na Dolu je bila ena večja intervencija, potem je nekaj del, in tukaj moram pohvaliti tudi predsednike krajevnih skupnosti, ki so v tem mandatu veliko vlagali v ureditve domov, ki so domovi krajevnih skupnosti, so namreč v zadnjih 30 letih bolj ali manj se ni razvijalo prav veliko notri, tako da jaz verjamem, da je to tisto, kar je pomembno sporočilo, da so te domovi od krajanov in da je potrebno v njih dati prvič vsebino in drugič jih urediti, da bojo modernemu času primerni za uporabo. Tako da to so investicije, ki jih včasih ne vidimo. Pozabila sva tudi na kakšen plas, en velik plas v Čečah in veliko očiščenih vodotokov v tej krajevni skupnosti strani države je potekalo, enega ravno kar saniramo na Blatah. Uspeli smo za državo dogovoriti, da je odkupila vse objekte hiš, ki so bili v plazovju 2022 mečkeno ogroženi, tako da pač to so stvari, ki so se odvijale v tem letu in jaz sem vesel, da smo bili uspešni pri tem. Gospod župan, kako bi zaključila pogovor, kaj želite občankam in občanom? Ja, jaz bi predvsem zaželel, da pač gradimo na temu, kar je dobrega okrog nas, ker kot sem rekel že prej, pri podjetnikih veliko izjemnih podjetij in podjetnikov imamo izjemne športnike, imamo kulturnike, ki presegajo meje Hrastnika, imamo ljudi, za katere včasih niti ne vemo, da so iz Hrastnika, pa delajo na državnem nivoju res dobre in velike stvari. In če bomo znali svoje dobre zgodbe povezati in najti te ljudi in te vzore in tudi s česa narediti še kakšno novo zgodbo, sem prepričan, da je veliko optimizma pred nami. In tako kot sem rekel na koncertu Rudarske godbe, ni infrastruktura tista, ki dela pripadnost kraju se gradi na tradiciji in na ljudeh. Pač, želel bi vsem eno lepo, mirno, zdravo, srečno novo leto in predvsem zgledujte se po tistih, ki dajo pozitivne odzive in ki želijo delati dobro okrog sebe in izogibajte se tistih, ki vidijo samo slabo. Pa še čisto za konec, verjetno pred volilnim letom dobivate tudi vprašanja, na katerih volitvah boste kandidirali? Ja, zaenkrat lahko rečem, da na državno-zborskih volitvah vsekakor ne bom kandidiral, za lokalne volitve pa seveda, ko bo čas dozorel, sporočim odločitev. Hvala lepa in vse dobro. Hvala tudi vam.